Mednarodna šahovska zveza letos praznuje 100. obletnico delovanja. V Slovenski Bistrici bodo jubilej obeležili to soboto s šahovsko simultanko v športni dvorani. Sicer pa James Tomazin, mojstrski kandidat, trener in učitelj šaha, že od januarja številnimi dogodki promovira pomen šaha. V teh dneh s kratkimi zabavnimi predstavitvami šahom seznanja tudi najmlajše v enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Ekipa Studia Bistrica je danes obiskala enoto Sonček. Otrok, ko zna šah, oziroma za vse nas je ful pomembno, da imamo obe polovici možganov levo in desno povezano. Danes v zahodnem svetu se predvsem poudarja leva polovica logika, kaj so plusi, kaj so minusi, Paretovo načelo. V resnici pa, ko mi obe polovici možganov povežemo, to pomeni, da naše življenje, vse, kar počnemo, je dosti bolj kvalitetno, ker tudi, ko sta obe dve polovici možganov povezani, smo na vseh področjih življenja boljši. Bolj se fokusiramo, bolj smo tudi intuitivni, kar pozabljamo v današnjem zahodnem svetu. Mislim, obstaja vrsto raziskav, ne bi se zdaj v to prej spuščali, definitivno deluje. Kakšen je zaenkrat odziv otrok na teh predstavitvah? Predstavitve so narejene zanimivo slikicami, to, kar otroški možgani prebavljajo, ne gremo preveč, kompliciramo, pa tudi šaha se ljudje preveč bojijo, ker mislijo, zdaj pa to je nekaj super inteligentni ljudje. To sploh ni res. 3 do 6 mesecev šaha poveže obe polovici možganov, ne rabiš biti velemojster, samo da se ga naučiš igrati in potem te to samo vleče. In te vleče, obenem pa pridobiš razumevanje prostora, časa, logičnega razmišljanja, tudi seveda planiranja, kognitivne sposobnosti se povečajo. Mislim, toliko ima plusov in prav škoda je, da ljudje to, oziroma tisti, ki se s tem ukvarjamo, še bolj ne poudarjamo. Vodstvo vrtca je z veseljem sprejelo to vašo idejo? Ta ideja je se začela še pri prejšnji nadletni stanki Stegne, imeli smo kar nekaj sestankov, in seveda ta Slovensko-bistriški vrtec je eden večjih vrtcev in vodstvo je tudi razumelo, kaj to pomeni za otroke. S tem, da pa tu potegne za sabo vrsto nekih stvari, tudi kako naučiti nekoga učiti nekoga. In to je najboljše tukaj, ker obstaja ogromno iger za takšne male otroke in ljudje se preveč bojijo šaha. Tudi če ga ne znaš igrati, se lahko zelo hitro naučiš, kako boš svojega otroka ali pa kot vzgojitelj otroka v vrtcu ali kot učitelj v šoli nekoga naučil igrati, s tem pa ti še svoje kompetence povečaš. Imaš še neko dodatno znanje, pa še tebi pomaga. V soboto pa se obeta velik dogodek ob 100. obletnici FIDE. Ja, šahovska organizacija FIDE je nastala leta 1924, 20. julija in soboto je točno 100-letnica in tukaj v Slovenski Bistrici že dolgo ni bilo simultanke, to pomeni, da pride nek zelo dober šahist in igra z večjimi ljudmi. To se bo zgodilo v športni dvorani zjutraj ob 9. Tudi gospod župan bo prišel otvoriti tole simultanko in tu bo igral velemojster Jure Škobrne. Zdaj še ne vemo točno, tam okoli 30, pa nekaj malega več bo igralcev, ampak vsi ste vabljeni, da prijete to pogledati, da vidite v živo, kako to zgleda. Suzana Polgar, ki igra z vsemi temi šah. Temu se pa reče simultanka. Si igrala ni? Zadaj ste igrala. To je bolj pomembno, ko šah se gleda. In to je simultanka, ko bo tudi v soboto v Slovenski Bistrici. To bom tako še povedal, če bo koga zanimalo, da bo prišel gledati. Zdaj pa kaj potrebujemo, če hočemo šah igrati? Hočemo šah igrati, potrebujemo kaj? Figurice. Kaj potrebujemo? Plošča. Kaj potrebujemo? Plošča. Igralno ploščo, točno. Potrebujemo igralno ploščo, zdaj figure ne bom zdaj dvigoval.